Pozdravljeni! Ob burnih dogodkih, ki so spremljali veliko nagrado Savdske Arabije, smo lahko mi navdušenci spregledali marsikatero zanimivost v ozadju. In danes bi rad opozoril na malenkost, ki menim, da bo zanimiva za marsikoga izmed vas. Kolikokrat smo se že srečali z znano grafiko Pirellija, kjer nam posplošeno razlagajo, da mehkejša kot je mešanica pnevmatik, hitreje bo bolid odpeljal krog. Kolikor bo zbral ono tršo mešanico, bo seveda počasnejši, ampak pnevmatika bo zdržala bistveno več krogov. Mnogokrat vidimo, da to velja, ampak zavedati se moramo, da samo ob točno določenih pogojih. Naprimer, da pnevmatika daje tisti svoj optimalni oprijem, je potrebno, da je ta na delovni temperaturi. Ampak delovna temperatura mehkejših mešanic je bistveno nižja od delovne temperature trših mešanic. Zato ta razlaga Pirellija lahko velja o pogojih, ki jih lahko vidimo naprimer na kvalifikacijah. V sami dirki to tudi pogostokrat ne drži. Lep primer smo imeli na veliki nagradi Savdske Arabije. Da bi malce razložil, kaj se je zgodilo, moramo prvo pogledati naprimer napoved, ki jo je pred dirko izdal Pirelli. Kolikor pogledamo prvi dve varianti, vidimo, da sta po njihovem mnenju obe pravzaprav enako hitri, čeprav tista s pnevmatiko soft je imela prvi del nekoliko krajši, ampak v idealnem svetu bi bila prva menjava v obeh primerih tam okrog 20. kroga. Torej, kljub temu, da bi morala biti v teoriji pnevmatika soft hitrejša od tiste medium, so pri Pirelliju izračunali, da približno po 20 krogih bi z eno ali drugo varianto prav tako hitro odpeljal. To nakazuje na dejstvo, da pnevmatika medium pod določenimi pogoji naj bi bila tu v Savdski Arabiji prav tako hitra kot tista soft. A seveda, gre za teoretični primer, kjer se lahko marsikdo zmoti. Poglejmo malce realnost. Kolikor vzamemo v obzir oba bolida tovarniške ekipe Mercedes, bomo dobili kar zanimivo sliko. In tu se ne bi rad spuščal v kake skrivnosti, ki jih imajo v garažah Mercedesa. Namreč videli smo, da kar hitro se razburijo tisti odgovorni, ukolikor začnemo preveč drezati v njihove skrivnosti. Vseeno, videli smo Lewisa Hamiltona, da je začel na pnevmatiki medium in nato nataknil pnevmatiko hard ter odpeljal do konca. Njegov moštveni kolega Valtteri Bottas nataknil pnevmatiko medium, nato izjemno kratek čas, le prgišče krogov na pnevmatiki hard in nato ponovno pnevmatiko medium. In to rabljeno pnevmatiko medium. Velika verjetnost je, da je nataknil celo tisto prvo pnevmatiko, s katero je odpeljal najprej prvi del dirke. Seveda, možna je tudi druga interpretacija. Po podatkih, ki so mi dostopni, lahko vidim, da je imel Valtteri na razpolago še drugi, popolnoma nov set pnevmatik medium. A s temi je lahko naredil tisti izhodni krog, s katerim se je pojavil na štartnem razporedu. In takoj po Pirellijevih statistikah je to rabljena pnevmatika, ampak pustimo to pri kraju. Znano je dejstvo, ukolikor pnevmatiko rabiš za nekaj krogov, jo spraviš na temperaturo in nato ohladiš, naprimer v kvalifikacijah, se tej pnevmatiki bistveno podaljša življenjska doba. Zanimivo je nekaj.
Na veliki nagradi Saudske Arabije smo imeli kar nekaj prekinitev. In zakaj imamo tako različni strategiji? Če je bil pravi izbor tisti, ki smo ga videli na bolidu Lewisa Hamiltona, zakaj niso enake tipologije nataknili Valtteriju Bottasu, saj so imeli možnost ob rdeči zastavi? In obratno, če je bila hitrejša tista strategija, ki jo je imel Bottas, torej večino dirke na pneumatiki medium, zakaj istega niso naredili na bolidu številka 44? Dva bolida sta dirko začela v prvi štartni vrsti in na koncu je bila razlika med njima 28 sekund. Seveda, ta razdalja v bistvu ni nekako objektivna, kajti bilo je preveč prekinitev varnostnih avtomobilov in še bi lahko našteval. Ampak, če gledamo tisto, kar nam je pokazal Pirelli, bomo videli, da je razlika med pneumatiko medium pa hard po njihovih statistikah 6 desetink na krog. Lewis Hamilton s pneumatiko hard je bil presneto hitrejši. In seveda, podobno zgodbo bi lahko razpredali tudi pri skuderiji Ferrari, le da je bilo tu malce več sprejemljivk. Voznika dirke nista začela skupaj. Namreč Charles Leclerc jo je začel visoko v prvi deseterici, Carlos Sainz mlajši na 15. mestu. A če sta dirko začela narazen, sta jo končala skupaj. A tu pri Mercedesu imamo drugi dejavnik, ki je izjemno zanimiv. V zadnji fazi sta oba voznika nekako vozila na polno. Valtteri Bottas, ker je lovil tretje mesto, Lewis Hamilton, ker je hotel najhitrejši krog. In prav tu dobimo prvi zanimiv podatek. Hamilton kot Bottas sta svoj najhitrejši krog v dirki napravila v 47. krogu. Lewis Hamilton s pneumatiko hard je napravil v minuti 30 sekundah in 734 tisočinkah. Valtteri Bottas v istem krogu s pneumatiko medium minuta 31 sekund in 408 tisočink. Lewis Hamilton je že imel poškodovan bolid. Mnogi pravijo, da ga je tista poškodba bolida na sprednjem stabilizatorju stala 4 desetinke na krog, kar je po mojem osebnem mnenju malce pretirano. A če pogledamo razliko in če upoštevamo samo tisti korekcijski faktor, ki ga lahko podamo iz različne trdote pneumatik, pomeni to v istem krogu, da je bil Lewis Hamilton sekundo in 2 desetinki hitrejši. Ogromna razlika. Namreč, prej sem omenil oba voznika skuderije Ferrari. Charles Leclerc je imel najhitrejši krog v minuti 31 sekundah in 601 tisočinki. Napravil je ta mejnik na pneumatiki hard v 46. krogu, torej primerljivo s tistim, kar je napravil Hamilton in kar je napravil Bottas. Le s to razliko, da je bil z pneumatiko hard Charles Leclerc približno sekundo počasnejši od tistega, kar je pokazal Hamilton. A vemo, Ferrari SF21 ni primerljiv z Mercedesom W12. Za razliko od Leclerca je Carlos Sainz mlajši napravil najhitrejši krog približno 10 krogov prej v 37. krogu. In čas je bil minuta 31 sekund in 851 tisočink. Pneumatika medium, ampak bistveno več goriva. Zato oba voznika skuderije Ferrari moramo dati na stran. Vseeno nismo dobili odgovora na vprašanje, kako je možno, da je bil Lewis Hamilton toliko hitrejši. Namreč, kljub veliki količini virtualnih varnostnih avtomobilov v zadnjem delu, sem skušal
nekako oceniti ritem enega in drugega v zadnjem delu dirke, ko sta bila oba izjemno hitra. Lewis Hamilton je imel čase tam okrog minute 31 sekund in 5 desetink. Tem ko Valtteri Bottas z mehkejšo pnevmatiko minuta 31 sekund in 8 desetink, pa do približno minute in 32 sekund. Torej, v povprečju je bil Lewis Hamilton približno pol sekunde na krog konstantno hitrejši. Marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, ker so pri Mercedesu Bottasu dali medium pnevmatiko, jo je moral ta malce bolj ohranjati pri življenju, moral je varčevati. Zakaj mu niso pustili enostavno pnevmatike hard in ne bi imel teh težav? Bil bi lahko prav tako hiter kot Lewis Hamilton in napadel drugo pozicijo Maxa Verstappena. Pri Maxu smo videli, da v zadnji fazi so mu pnevmatike v resnici popustile, Valtteriju niso. Obstaja razlaga, ki je izjemno zanimiva. Namreč, kolikor bi Lewisu Hamiltonu nateknili medium pnevmatike z ritmom, ki ga je kazal v zadnji fazi dirke, njemu pnevmatike ne bi zdržale. Bil bi lahko 3 desetinke na krog hitrejši od tistega, kar smo videli, ampak tam 6-7 krogov pred koncem dirke njegove pnevmatike ne bi nudile več oprijema. Lewis Hamilton je bil sposoben hard pnevmatike spraviti na delovno temperaturo in zaradi tega je bil presneto hiter. Izkoristil je tisti optimalni oprijem in dolgo življenjsko dobo. Zakaj so potem Bottasu nadeli pnevmatike medium? Ker Bottas pnevmatik hard ni bil sposoben spraviti na delovno temperaturo. To je opazil takoj, v tistih nekaj krogih na začetku same dirke. Zato so njemu dali pnevmatiko medium, ki je delovala na nižji delovni temperaturi in z njo je lahko dokaj udobno prišel do konca dirke. Kljub temu, da je verjetno tudi malce varčeval. A vidimo lahko, da sedaj z istim bolidom je tudi voznik tisti, ki lahko doda nekaj svojega. In kot druga točka, nekaj še bolj zanimivega, predvsem pri trših pnevmatikah, lahko vidimo, da hitreje kot nekdo vozi, bolj ko spravi pnevmatiko v delovno temperaturo, več oprijema dobi in kar naenkrat dobi možnost voziti še hitreje od tistega, kar smo videli še pred nekaj krogi. In to je eden izmed tistih faktorjev, ki smo jih lahko na veliki nagradi Savdske Arabije pravzaprav spregledali. Kar se tiče te hitre razlage, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.